Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer voščimo. Vsi si seveda želimo lepih in zdravih zob. Toda, vse kar sledi besedici toda, bodo teme naše nocojšnje oddaje, ki ste že vajeni na sporedu, to je oddaja Halo, zobozdravnik, v kateri lahko najdete nasvete za vsak vaš primer. Nasvete vam bo delil doktor dentalne medicine, dr. Jure Robič, lepo pozdravljeni. Dober večer. Ki prihaja iz zobozdravstvenega centra Diamant in če imate zanj kakšnega vprašanja, seveda vam lahko tudi postavijo. Doktor Robič, obstaja kakšen mit o zobozdravnikih, zobozdravstvu nasploh, za katerega trdite, da sploh ne drži? Ja, več jih je, najbolj pogost je pa ravno o zobnem granulomu. Velikokrat namreč pridejo ljudje in povedo zgodbo iz preteklosti. Zaradi granuloma sem izgubil vse zobe v čeljusti, širilo se mi je iz zoba na zoba, prehladil sem se in šlo je po vrsti. Ampak ni tako enostavno. Danes bomo poskusili razložiti, zakaj do tega pride in kakšne so tle pač zmote. Povabi vas zdaj poslušalce in gledalce, da naj jo spremljajo, da nas pokličete na telefonsko številko izpisano na ekranu. Če želite doktorja Robiča karkoli vprašate, je zdaj prava priložnost za vas. Pa začnimo morda na začetku. Kaj pravzaprav je granulom? Granulom po domače je kronično vnetni proces na vršku zobne korenine. Če bomo pogledali sliko, kako to izgleda na rentgenu, bomo videli, da je to na vrhu korenine ena taka črna lisa ali črn krogec, ki je na sliki označen z rdečo. To je znak kroničnega vnetja v kosti, ki nastane po določenem času. Ta črna barva na sliki pa pomeni praznino. Tu se rentgenski žarki prosto prebijajo, zato ker tam kosti ni, ker jo je vnetni proces sprostil. Histološko je pa to vnetje kot neko mehko tkivo v kosti, namesto da bi bilo čvrsto, trdno kostno tkivo. Nastane zaradi tega, ker zobni živec pulpa odmre. S tem, ko zobni živec odmre, nastanejo razpadni produkti, ki dražijo imunski sistem. In zaradi tega na vršku korenine se organizem brani, stvori vnetje, da bi počistil vso to, bom rekel po domače, nesnago, ki prihaja iz zoba. Da pa pride do tega, je pa ponavadi vzrok zobni karies ali nek zelo močen dražljaj, ki bi konstantno ali enkrat zelo močno vplival na zob, da bi zobni živec zaradi tega odmrl. Zobni karies vemo, da povzročajo bakterije in ko gre ves ta kariozni proces, se pravi zobna gniloba globje in globje, se zobni živec sicer umakne. Živec ima sposobnost, da gradi tako imenovani sekundarni dentin, s katerim se odmika od vnetja oziroma od zobne gnilobe, od bakterij, ki povzročajo karies, in s tem, tam, kjer je zob ošvohnjen, kjer dobesedno je občutljiv na vsak kemični dražljaj, se z tvorbo novega dentina živec odmakne, se odmika, ko pa enkrat ta zobna gniloba tako močno napreduje oziroma napreduje hitreje, kot se lahko zobni živec brani, zobni živec odpove in pride do vnetja zobnega živca. To se kaže kot neka akutna bolečina, ki jo ponavadi opišejo pacienti kot utrip v zobu, nato pa lahko neha. Lahko se razvije v neko konstantno bolečino, ki nas spominja na to, da se nekaj dogaja ob spremembi vremena, sicer pa nastane počasi, v roku pol leta, recimo mi šele na rentgenski sliki vidimo ta granulom. Je na mestu vprašanje, ali boli? Granulom lahko ne boli. Granulom je lahko povsem asimptomatski. Vidi se ga na rentgenskem posnetku, ko smo prej videli na sliki. Lahko pa začne boleti, je tempirana bomba. Danes, jutri ali še čez 10 ali 20 let. In zato je to problem, ki se ga zanemarja, se ga ignorira.
Ljudje tudi marsikdaj vedo, da imajo granolom, vedo, da imajo neke sence na zobnih koreninah, tudi zobozdravniki jim večkrat to povedo, ampak paciente je strah in jih je strah zdravljenja in ja, veste, jaz pa nimam težav, bi to kar pustila, da ne bo potem še slabše. In ja, lahko boli, lahko pa ne. No, pa deva morda presekati za nekaj sekund. Kako pa odpraviti strah pri pacientih? Najbrž se s tem soočate vsak dan. Ja, najbolj preprosto je strah odpraviti z graditvijo zaupanja in z anestezijo. Za zdravljenje granoloma, ki je že prisoten, se lahko z uporabo lokalne anestezije bolečina pri samem zdravljenju zoba odpravi, da ne boli. To se da. Problem pa je, kadar pride do tega akutnega vnetja živca, ko pacient čuti vnetje ali pa samo kot utrip ali pa samo konstantno močno bolečino ob vsakem kemičnem držljaju, na sladko, kislo, hladno ali vroče. Ko je živec samo v tistem nekem akutnem vnetju, ki bi lahko vodilo v ozdravitev, ni vsak vnetje živca a priori granolom v naslednji stopnji. Lahko se živec pozdravi. Če mi v tistem času napravimo na tistem kariesu, zobnem kariesu zalivko, plombo in damo čez ta obolel poškodovan dentin neko zdravilo, se lahko zobni živec opomore in neha boleti. Lahko se zgodi, da bo začel boleti in da bo odmrl. Čez pol leta ali 1 leto, to so vedno te globoki kariesi ali kariesi, ki so pod starimi zalivkami, so vedno vprašljivi, ker nikoli ne vemo, če bo naše to indirektno kritje ali tudi konec koncev direktno kritje živca, ko mi imamo živec odprt, ampak se včasih odločimo, če je ta luknjica majhna, da damo gor zdravilo, zato da bi živec ohranili živ in s tem tudi zobo podaljšali življenje in prognozo. In kadar moramo, potem kasneje se zgodi, da začne zob boleti, ga odpreti in v tisti fazi, ko imamo akutno vnetje, akutno bolečino v živcu, takrat pa na žalost včasih tudi anestezija ne prime. In to je ta strah, ki je... V Centru Diamant imate potem najraje, da vas stranke redno obiskujejo, če tudi morda za kakšno malenkost ali pa samo na pregled, kaj ne? V vsakem primeru priporočamo pregled pri bolj rizičnih na 6 mesecev, pri, bom rekel, malce starejših, ki jih poznamo, ki smo seznanjeni z njihovim stanjem in dinamiko v ustni votlini, je dovolj tudi enkrat letno. Se pravi pregled pri zobozdravniku. Samo rentgensko slikanje se pa priporoča na vsaki 2 leti. Zato, ker medzobni karies mnogokrat ni viden s prostim očesom, ko pregledamo z lučjo in ogledalcem v ustih, ampak se vidi demineralizacija zoba, se pravi neka začetna razgradnja zobne sklenine in dentina samo na rentgenski sliki. Nekaj ste že rekli, oziroma mogoče v enem stavku, pa dajva malo bolj obširno razložiti. Se granolom lahko širi na druge zobe ali je to res samo stereotip? Lahko se širi, ni pa običajno. Granolom je načeloma omejen. V granolomu govorimo, kadar je ta črna lisa ob zobu velika do 1 centimetra, kar je več, je pa to že cista. In cista lahko potem naprej raste, topi kost in hkrati s tem, ko topi kost, se širi do ostalih zob in lahko tam prekine dovod žile in živca na sosednji zob. Pravim, to je redko. Redko bi se recimo zgodilo, da bi se iz enega zoba granolom širil po celi čeljusti. Ponavadi je žal tu vzrok, da vsak zob zase ima svojo luknjico, karies, iz katere pride naprej do vnetja živca in nato kroničnega vnetja na vršku zobne korenine v kosti. Preden nadaljujeva, samo pozoviva naše gledalce, da nas seveda pokličete na telefonsko številko, izpisano na ekranu, in vprašate, če vas karkoli v zvezi z vašimi zobozdravstvenimi težavami zanima. Doktor Robič, kako, na kakšne načine pa zdravite granolom? Da pozdravimo granolom, moramo odstraniti vzrok. Povedala sva že, da
granulom povzročajo razpadli produkti zobnega živca, ko se razkraja, ali pa bakterije, ki potem razkrajajo spet ta zobni živec, ki je konec koncev meso. In da to vzrok odstranimo, moramo sčistiti zobno votlino in kanale. Vsak zob ima vsaj en zobni kanal, vsaka korenina ima vsak en zobni kanal in če ima en sekalec eno korenino, je lahko notri en ali dva kanala, medtem ko imajo zadnji zobje kočniki tudi po 3 korenine ali 4, lahko pa ima v vsaki tej korenini še vsaka korenina en ali dva kanala. Zdaj pridemo na primere, ko imamo za očistiti 5 kanalov in to je včasih zelo težko in se tudi ne da z običajno opremo. Pri delu si pomagamo z iglicami. Tukaj imam jaz za pokazati, kako te iglice izgledajo. Ja, Če bo lahko kamera približala. Te iglice so različnih velikosti. Jaz sem danes s sabo prinesel največje, ki se redko uporabljajo, drugače imamo bolj fine, ampak zato, da se na kameri lepše vidi, pokažemo s temi iglicami, ki so iz posebnega materiala, se dobro upogibajo. In pomembno je, da ko s tem čistimo kanale, da nam iglica ne poči. Veliko težav v preteklosti je bilo z zalomljenimi koreninskimi inštrumenti, ko so se te iglice v samih zobnih kanalih pri delu zlomile in potem je bilo praktično včasih to zelo nemogoče odstraniti. Danes z uporabo mikroskopa lahko to pomagamo. Bova sprejela telefonski klic, pa potem nadaljujeva. Dober večer komu? Dober večer, Majda pri telefonu. Povejte. Mene pa zanima, že dolgo časa imam željo si pobeliti zobe, pa sem gledala po internetu pa po televiziji večkrat že oglase za te zobne prevleke, da se tako nastavijo na zobe, pa mogoče bi gospod zdravnik vedel kaj več povedati, kdaj si lahko to napravim, kakšne so prednosti tega, pa slabosti. Sicer nimam slabih zob, ampak me malo moti oblika pa barva. Nisem pa nikoli kadila ali pa kaj takega, tako da ne vem, mogoče je zato ta hollywoodska mrzlica, si vsi to nekaj popravljajo, pa me je to malo prevzelo. Hvala lepa. Kaj svetujete? Hvala. Hvala za vaše vprašanje. Gospa Majda je rekla, da jo moti oblika in barva zopa. Na začetku je pa omenjala beljenje. Zdaj, za samo posvetlitev zob lahko mi s kemičnim beljenjem posvetlimo barvo, da iz rumenkastih ali rjavkastih zob naredimo bele. To se lahko naredi z beljenjem zob. Če pa ima res željo spremeniti še obliko zob, je pa žal res potrebno poseči po protetičnih rešitvah. To so ali zobne luske, za katere je potrebno obrusiti manj zoba, ali zobne prevleke, kadar je ta zob, bom rekel, že prizadet. In zdaj, če se mogoče navežemo na našo temo, strah marsikoga je, da mora zobje za ta poseg obrusiti. Za zobne luske je potrebno minimalno brušenje zoba, včasih naredimo to celo brez brušenja. Zato, ker zobna luska je keramična luska, če si jo predstavljate kot ena zobna leča, ki se, ne zobna leča, kot očesna leča, tanka 0,6 mm in se prilepi na zob. In s tem, ko je treba minimalno obrusiti zob, tudi manj poškodujemo zob in je manj problemov z vnetjem živca. Ker kaj je naslednji problem? Pri vseh protetičnih posegih, kjer je treba zob obrusiti in ga obleči s keramiko, mi odnesemo del zoba, odnesemo del ali celo vso zobno sklenino in je zob odprt do dentina. Zato takšen obrušen zob tudi skeli v tem vmesnem obdobju, zato treba narediti nek provizorij, da ga pokrijemo. In če je ta eksponacija zobnega dentina prevelika, lahko zob odmre, živec se vname in lahko privede spet do tega granuloma najine današnje teme. Mnogokrat, sploh na sekavcih in v mladosti,
pred leti, ko še ustna higiena ni bila niti primerno tako dobra, kot je v populaciji danes, je bilo običajno, da je vsak imel kakšno plombo na sprednjih zobeh. In ta plomba je z leti postajala čedalje večja, za vsako, ko je izpadla, je bilo potrebno narediti novo, včasih so bili tudi materiali neprimerno slabši, odnesti je bilo treba več zoba in so zobni živci odmirali. Potem, ko so zobni živci odmirali, je bilo treba narediti koreninsko zdravljenje in te zobje so zdaj krhki. Potem so se še veliko bolj lomili in na te zobe je potem priporočljivo narediti te prevleke. In hkrati, ko pridemo tako daleč, estetsko rešimo problem z zobno krono, prevleko keramično in zob ojačamo in estetsko popravimo. Tako da, če ima gospa zdrave zobe, bi priporočal minimalno invazivni poseg, če jo moti oblika in barva, se pravi zobne luske. Okolikor pa že ima zobe plombirane, morda celo zdravljenje, bodo pa verjetno bolj primerne luske, sploh če gre tu za neke zobne prevleke, porcelanske krone, ki so danes polno keramične, brez kovine, se ne vidijo, so čudovita estetika s polno keramičnimi materiali, ki jo danes dosegamo, je res ta hollywoodski videz in to je danes popularno, zato ker so tudi cene tega šle v zadnjih letih bistveno dol. Če se vrneva k nocojšnji konkretnejši temi, lahko granolom zdravi vsak zobozdravnik? Granolom lahko zdravi vsak zobozdravnik. Kot sem pa že prej rekel, imajo nekateri zobje nadštevilčne korenine in tudi večje število koreninskih kanalov v koreninah. In včasih so te kanali zelo drobni. Če bi pogledali sliko, kako izgleda odprt zob pod mikroskopom, bomo videli, da na veliki povečavi vidimo tako zobne kanale. To je slika narejena pod zobnim mikroskopom in lahko si predstavljate, da zobozdravnik, ki uporablja mikroskop, vidi neprimerno več. Tukaj je uporaba povečave do celo 30-kratna. In na ta način mnogo lažje najdemo kanale, hkrati pa, ko delamo pod mikroskopom, če pokažemo še pač sliko, kako to izgleda, potrebujemo tudi nek inštrumentarij in poseben način dela. Vse je bolj precizno, zobozdravniki pač dobimo s tem, ko se navadimo delati pod povečavo, veliko bolj fine gibe. Hkrati je tudi, se bo videlo na sliki. Mislim, da imamo še eno fotografijo. Imamo še eno fotografijo, tako je za pacienta lažje, hkrati pa tudi za zobozdravnika. Ker imamo, bom rekel, fiziološki položaj, zobozdravnik gleda naravnost in ima sliko direktno v usta, pacient lepo leži, zob zaščitimo z gumijasto opno, da vse te naše kemikalije, s katerimi razkužujemo zobne kanale, ne tečejo pacientu po ustih, hkrati pa tudi slina ne zateka v zobno pulpo. Tako da, ja, vsak zobozdravnik je usposobljen za zdravljenje granolomov, so pa potem tudi zapleteni primeri, za katere je potrebno imeti nadgradno opreme. In v tem primeru smo pač specializirane ambulante, ki se s tem ukvarjamo, ali pa specialisti endodonti, ki to počno pod mikroskopom. Lahko še na kratko poveva, kakšna je dolgoročna uspešnost zdravljenja takšnega zoba ali pa zob? Če je zob pozdravljen, se pravi, da so vsi kanali najdeni, očiščeni in potem s takšno posebno maso napolnjeni, hermetično napolnjeni, da bakterije odstranimo, se pravi vir vnetja odstranimo, potem je uspešnost takšnih zdravljenj popolnih, rekel, več kot 95%. Bova pa potem tudi v nadaljevanju povedala, kakšni so pa lahko vseeno zapleti tudi po zdravljenju. Vzameva si torej nekaj minutk za kratek predah in nadaljujeva takoj po oglasih. Dobrodošli nazaj v oddaji Halo zobozdravnik. Še vedno je moj gost, dr. Jure Robič iz Zobozdravstvenega centra Diamant. Če imate zanj kakšno vprašanje, je zdaj pravi čas. Kar na začetku bova že sprejela nekaj telefonskih klicev, imava kar nekaj vprašanj. Dober večer, komu? Očitno smo nekoga izgubili. Ne, je nazaj. Dober večer.
Ja, dobro večer, Ana iz Ljubljane kličem. Povejte. In sicer bi vprašala, jaz imam protezo in spodnja dlesen je ni več skoraj. Kako je z vsadki? Oziroma v primeru, da kost ne bi bila primerna. Okay. Kaj potem naredite? Hvala lepa. Najlepša hvala. Lahko Hvala noč. lepa. Tako, v spodnji čeljusti je pogosto pride do velike atrofije izgube kosti, sploh v zadnjem delu čeljusti. Zato je mnogokrat rehabilitacija s 4 implantati, ki bi jih klasično postavili, se pravi 2 zadaj, 2 spredaj, nemogoča. Rekel bom, da vedno pa obstaja možnost vsaj 2 zobnih vsadkov. In na 2 zobna vsadka lahko napravimo protezo, ki se kot na klik pritrdi na ta 2 vsadka in omogoča sidranje zobne proteze, da se proteza ne more sukati ali izpasti iz ust. Ukolikor želimo pa boljšo varianto, je pa možno na 2, vsaj na 2 implantatih narediti gred, ki deluje kot neko vertikalno oporilo, na katerega se preko gredi namestijo zobje, zobna proteza. V tem primeru imamo pa dosti bolj fiksno protezo kot v navadnem sistemu, ki mu mi rečemo lokatorji ali s kuglicami, ko se samo na klik pritrdi. Tako da, gospe bi rekel, tudi v spodnji čeljusti se vedno da narediti vsaj nekaj. Tudi če se ne da narediti fiksnih zob na 4 implantatih, če je res absorpcija kosti tako velika, da bi rekli, da je dolgoročna vprašljivost implantatov vprašljiva, a ne, da so dolgoročna uspešnost implantatov vprašljiva, lahko vsaj z 2 implantatoma, ki jih ustavimo v predel brade, kjer je vedno dovolj kosti, lahko izboljšamo funkcijo. Dober večer še nekomu, kdo je z nami? Večer, Pozdravljeni, dober večer. Dijan tukaj. Povejte, kar Ne pogumno. vem točno, o čem se gre, ker sem jaz zdaj preklopil na areno, pa ne vem točno, o čem se gre. Zdaj, jaz to govorim, da gledam nekje 5 minut. O zobozdravstvenih težavah. Imate kakšno vprašanje za našega doktorja? Boste še premislili, dobro, hvala lepa, lahko noč. Morda še sprejmejo kakšen telefonski klic. Dober večer, kdo je z nami? Dober večer. Halo? Malo boste stišali vaš TV sprejemnik, da se bomo dobro slišali. Ja, takoj. Ja, ker poslušajte nas na slušalko. Dober večer, kdo je z Ja, nami? dober večer, tole drago. Povejte. Doktorja bi jaz nekaj vprašal sam. Jaz imam tule probleme z zgornjimi kočniki. Zakaj se to kar miga? Zdaj imam že 2 taka, ki se mi migata. Pa kak je postopek, pol, če se da tukaj nadomestiti? Zdaj ni problem spult, ne sam. Okay. V redu. Hvala za vaše Hvala. vprašanje. Da se vam zobje majajo, je verjetno vzrok parodontalna bolezen in izguba čeljustne kosti okoli zoba. Drug vzrok je lahko pa tudi granulom, ker se zaradi vnetja kost na vrhu korenine stopi. Če pa to, bom rekel, pustimo dlje, se pa vnetje razširi tako daleč, da stopi, da najde to vnetje in gnoj, ki včasih nastane pot navzven in stopi kost okoli in okoli zoba. Ponavadi gre pa, vsaj v večini primerov, za neko kombinacijo tega vnetja na korenini, na vršku korenine in parodontoze, ki je pa izguba kosti iz ustne votline proti kosti. Zaradi tega se začnejo zobje majati. Takšen zob je ponavadi izgubljen. Rešitev je pa ali proteza, mostiček, če ima za tema 2 zobema še kakšen zob, ampak domnevam, da ne. Tretja možnost je pa še zobni vsadki, ko vstavimo titanove vijake v kost in na njih pritrdimo zobe ali mostiček. Tako da vedno se da nekaj narediti. Ja, bova sprejela še en telefonski klic. Dober večer komu. Dober večer. Pozdravljeni.
Ja, kliče Marija. Ravno danes sem bila pri ustnemu kirurgu, ki mi je spulil zob. Ker pa imam močno osteoporozo, pa jemljem ta zdravila, moram vedno jemati antibiotike, mi predpiše. Zdaj, ali bom vedno pri vsakem puljanju mogla jemati antibiotike? A gospa, imate zdravilo, ki se mu reče Prolia, bisfosfonate? Ja, tako. Ja, žal je tako, ja. Ja. Tako, zaradi to zdravilo povzroča krčenje oziroma zapiranje žil v kosti, zato da je zaradi osteoporoze ne boste izgubili. Negativen vpliv pa ima to zdravilo na čeljustno kost po zdrtju zob. Samo celjenje je zaradi zdravila bistveno počasnejše, zato je pomembno, da vzamete antibiotik že pred posegom in ga pojeste naprej, tako kot vam je predpisal vaš kirurg. Hvala lepa. Potem ja. Lep večer. Hvala, lahko noč. Lahko noč. Morda med tem, ko spremljamo še kakšen telefonski klic, pojasniva. Je zdravljenje smotrno, če ste ga enkrat že opravljali? Se pravi, greste še enkrat v zdravljenje takšnega zoba? Vedeti moramo, da je to koreninsko zdravljenje težko, zapleteno in včasih ne uspe. Kljub temu, da zobozdravnik napolne kanale in je na sliki vse ta polnitev zoba potem narejena egzaktno, včasih ostane kakšna bakterija, ki se kasneje lahko razmnoži in spet povzroča draženje in vnetje na samem vršku korenine. Zato je smotrno ponovno zdravljenje, da ga opravi nekdo pod mikroskopom z primernimi inštrumenti. Včasih je pa mnogokrat, bom rekel, je pa spregledan 4. ali 5. kanal. Sploh na zgornjih šesticah, bom rekel, so skoraj vedno 4 kanali, v večini primerov so najdeni pa 3. Dober večer še nekomu. Dober večer. Pozdravljeni, kdo je z nami? Tu Franc Baumann. Povejte. Čujte, mene zanimlja, koliko bi prišlo, če bi implantate dal na vse zobe, spodnje in gornje. Hvala lepa. Verjetno sicer težko kar nadaljavo pojasniti. Ampak vseeno, ker to počnemo praktično vsak dan. Tako je, za eno čeljust, če govorimo, da je potrebno vstaviti 4 zobne implantate in da naredimo fiksne zobe na teh 4 implantatih, ali pa je možnost tudi neke proteze, ki se snema, ampak če govorimo o tem, kar vsi želijo, fiksne zobe na 4 implantatih, z nekim osnovnim materialom, ki je dovolj lep in trden, da zadeva funkcionira, lahko računa gospod na ceno pri nas od 4600 do 4900 evrov. To je v bistvu za eno čeljust, zdaj, če ima zgoraj spodaj, je to pač krat 2. V zgornji čeljusti je minimum 4 vsadke in ta varianta, ki sem jo rekel. V spodnji čeljusti so pa tudi cenejše variante, kot sem predlagal prejšnji gospe, mogoče samo na 2 implantatih z neko gredjo in potem snemno protezo na tej gredi, ki se super nosi. Ti se pa rekel pol ceneje, okoli 2300 do 2500 evrov. Bova sprejela še en telefonski klic. Dober večer komu? Halo, dober večer. Halo? Pozdravljeni, kdo je z nami? Ja, Boris iz Komna. Povejte. Jaz sem imel pred 39 leti, smo mi vgradili mostič ali protezo za en zob, ki sem ga zgubil od spredaj. Po 39 leti se mi ta proteza zlomila, so mi naredili drugo protezo, enako, čeprav sem prej se posvetoval, da bi naredil vsadek, so mi rekli, da boljše da ne, ker samo eden ne bo tega nosil. In so mi naredili enako protezo, zdaj že eno leto od tega in nikakor se mi ta proteza noče, zobovje mi jo ne sprejme. Zmeraj občutim neko majhno bolečino in kot da mi tiščala po celem zgornjem zobovju. Kaj se mi bo to adaptiralo? Moram pa reči, da sem prej lahko grizel tudi bakreno žico, zdaj pa kadar griznem, nimam več tistega griza enakega, kot je bil prej. Hvala lepa. Verjetno je gospod kar razočaran. Ja, verjetno je problem v samem prilagajanju zobne proteze. Navaja, da ga žuli, da ugriz ni pravi. Tako zdaj je možno, da je kak zob previsok in čeljusti, ko ugrizne skupaj, ne sedajo tako, kot bi mogle. Težko pa to rečem preko telefona, ne? To se bo najlažje s svojim zobozdravnikom pogovoril. Jaz mislim, da je najboljše, da gre k njemu in bo ta poiskala vzrok težave prek telefona, pa žal
težko. A imate paciente, ki pridejo k vam pa rečejo, pa če ne morete z zobom nič narediti, ga pa kar izpulite. Kolikor vem, se zobozdravniki zelo nagnjeni k temu, da čim dlje ohranjate zob. Izpulite ga kar za vsako malenkost. Stvar je takšna, ne? Najlažje je zob izpuliti, najhitreje gotovo, najceneje. Potem prijemo pa do tega, kaj pa potem narediti. In če rečemo zdaj, da je zdravljenje zoba je velik strošek, to govorimo o rangu za en kočnik okoli 300 evrov, hkrati, če ga pa izpulimo, je pa to 10% tega zneska, ampak potem ga moramo pa novega nadomestiti. Se pravi, je potrebno ali nek mostiček, ali dodati zob na protezo, ali zobni vsadek. Imamo pa takoj enkrat večji znesek, tako da v vsakem primeru zobozdravniki vedno težimo k temu, da zob zdravimo, kadar vemo, da ga bomo lahko pozdravili, da je možnost, da je ta zob, da še ima toliko zobne mase, da tudi ko bomo mi s temi iglicami zob sčistili, mi namreč naredimo luknjo skozi zobno krono, da pridemo do kanalov. Sicer ponavadi ta luknja že obstaja, zaradi tega, ker ali je bila tam že plomba ali je bil tam zobni karies, ampak vseeno mi zob pošvohnimo. In dolgoročno preživetje teh zdravljenih zob je slabše. Povprečna neka mediana je 8 let, ampak to pomeni nekateri, govorimo statistično, odpovedo prej, druge pa imamo dlje. Zato je ampak v vsakem primeru je smotrno zob zdraviti, če se da, ker je naraven zob v ustih najboljša varianta. Jaz to vsakemu povem, najboljše je njegov zob. Dober večer, komu še nekoga imamo s nami. Dober večer. Pozdravljeni. Kdo je z nami? Mogoče se je nekdo ustrašil, tako kot se v ambulanti. Kaj, če zdravljenje zoba, ki se ga lotite, ni uspešno? Kako se potem zadeve naprej lotite? Če zdravljenje zoba ni uspešno, je možno, da smo recimo spregledali kak kanal. Če smo našli vse kanale, jih napolnili, pa kljub temu ni uspešno, je še vedno možnost kirurške resekcije korenine. To pomeni, da od strani odpremo dlesen in odrežemo ta bolan vršek korenine in sčistimo granulom s posebnim inštrumentom, z neko žličko, da odstranimo. Včasih se da na to isto mesto kakšen biomaterial, da spodbudimo rast kosti in je to v bistvu lahko spet, to je zadnji poseg pred odstranitvijo zoba. Če pa zob mora iti ven, ga moramo pa potem nekako nadomestiti. Bova sprejela še en telefonski klic. Nocoj so gledalci zelo zares vzeli tole oddajo. Dober večer. Halo, kdo je z nami? Imamo koga na telefonski liniji? Mogoče smo ga pa očitno izgubili. Je še kdo z nami? Ne, očitno nimamo nikogar. Dajte nam povedati, se tudi pred ordinacijo kakšen pacient obrne? Ali ga znate potem motivirati? Tudi se zgodi, ampak ponavadi vedno gledamo to, da se pred posegi ne čaka ali da je vsaj to čakanje nekako, bom rekel, v nekih dopustnih okvirih. Sploh pri pacientih s strahom je najboljše, če stopi čez vrata v čakalnico in da se zadeva čim prej odvrti. Torej v zobozdravstvenem centru Diamant se zelo malo čaka. To je zelo Trudimo se, da je brez čakanja, tako da se naroča na minute. Odlično. Dober večer, še nekdo je z nami. Dober večer, želim. Dober večer. Danilo tukaj. Zanima me za vsadek. Ja? A ga sprejme vsaka kost ali ne? Ker sem slišal, da so dali vsadke čez par let ali pa še ne, mogoče čez eno leto, so mogli posebno vršiti, ker ni bilo redu. In me zanima, kako je to s tem. In pa, če je treba za vsak granulom, če je treba zob ven. Hvala lepa, lahko noč. Tako, to smo že, mislim, da obdelala danes, da za vsak granulom ni potrebno zoba odstraniti, ampak se zob najprej zdravi. Če pa tega zoba ocenimo, da po zdravljenju ne bo dovolj zobne krone, da bi jo mi restaurirali, ker na vsak zob zdravljen je indicirana in priporočljiva keramična prevleka, ki zob učvrsti, zato da bo, kljub temu, da ima on luknjo in to luknjo zaplombiramo, je ošvohnjen.
in krhek, bolj krhek je mrtev zob. In s tem, ko naredimo mi gor keramično prevleko, zob učvrstimo, da lahko se zoprstavlja tem žvečnim silam, ki so velike. Glede vprašanja o zobnih vsadkih in ali se lahko vnamejo in to, tu pa moram dati nek korekten odgovor in veliko pacientov pride s takšnim vprašanjem v ordinacijo. In to je tudi glavni razlog za strah. Namreč, kaj če se zgodi, kaj če se implantat vname, če mi ga zavrne ali mi ga bo implantat zavrnilo. Zdaj, stvar je tako, če rečemo, če smo postavljeni pred dejstvom. Mi smo zdaj zob izgubili. Ta zob je treba odstraniti. Treba je odstraniti ostanke vnetja, se pravi, ta zobni granulom v kosti moramo očistiti, temeljito očistiti, da odstranimo bakterije in tisto granulomatozno tkivo. Na to pa lahko mi takoj vstavimo zobni vsadek in organizem bo stvoril okoli dobrega implantata kost, kot da ni tam nič bilo in hkrati urastel implantat. Kadar je ta, bom rekel, luknja po puljenju prevelika, okužena, se odločimo za zamaknjeno vstavitev implantata, da se najprej kost pozdravi in tista kost, ki je pozdravljena, je enakovredna zdravi kosti tam, kjer ni nikoli bilo zoba ali granuloma. Tako da, če je vsadek vstavljen tako, kot mora biti v sterilnih pogojih, ki ga vstavi terapevt, ki je za to usposobljen, ki ima izkušnje, ki je vesten, je uspešnost 98%. V 2% pride do napake v celinu, namesto da bi organizem implantat sprejel kot svoje, ga zavrne. Ampak to ne boli, tudi ne povzroči neke dodatne izgube kosti okoli implantata, tako da strah zaradi tega, da implantat ne bi sprejel, da bi se vnel, je odveč. Če je vse narejeno tako, kot mora biti. Dober večer še nekomu. Dr. Robič odgovarja na vaša vprašanja. Kdo je z nami? Ja, dober večer, Mira pri telefonu. Veste, kaj mene zanima? Jaz sem že dolgo časa obe protezi, ampak gornjo imam že ne 10 let in jo v redu nosim. Zdaj pred 4 leti sem imela po spodi delno protezo, ker sem imela še 2 svoja zoba, ampak mi jih je pa odrvala, ker sem že blizu 80 let in mi je totalno protezo naredila, ampak jo ne morem nositi. In sem šla parkrat nazaj že po zdravnici in je rekla, da imam izredno globok ugriz in da pač ne sede proteza. In tudi, ko govorim, jo moram prilepiti, drugače mi skače. Pri hrani jo moram pa vedno ven vzeti. Ne morem jo enostavno uporabljati. Ampak zdravnica pravi, da ni nobene rešitve, da pač imam preglobok ugriz. In bi želela vaše mnenje. Hvala lepa. Hvala lepa, lahko noč. Moje mnenje je, da če ne more gospa jesti s protezo, da jo mora dati ven za vsako, ko je, da ne more z njo govoriti, potem nekaj ni v redu. Tu ne moramo reči, da je v redu. Zdaj, ali je kaj narobe s protezo, z ugrizom, ne moramo reči, da ne. Včasih so nemogoči pogoji, sploh za spodnjo protezo, ker zgodna proteza se prisesa spodaj, pa v primeru močno resorbirane čeljusti so res pogoji težki, ampak vedno ponavadi obstaja možnost, vedno se da kaj spremeniti, skrajna možnost je pa tudi, da se dajo te zobni vsadki, na katere se potem proteza pritrdi. Tako da jaz mislim, da se da vedno najti neko rešitev. Kaj reči tik ob izteku oddaje? O granolomu pa nasploh o obiskih zobozdravnika. Da je skoraj vsaka težava rešljiva, ne? Smo danes razumeli. Danes je praktično vsaka težava rešljiva, oziroma če ta težava ni rešljiva, se pravi, da na koncu zob izgubimo, ga lahko nadomestimo. To je danes sreča, v preteklosti je bilo drugače. Je pa tako, ne morem poudariti, kako pomembno je redno obiskovanje zobozdravnika in redno čiščenje zobnih oblog, zobnega kamna vsakih 6 mesecev, zato ker s tem, ko odstranimo zobni kamen, odstranimo gojišča bakterij, takrat, ko vam zobozdravnik ali higienik očisti zobni kamen, pretipa celo površino zoba, vidi, če je kje kakšna luknjica, če se dela to na pol leta ali pa rekel tudi 1 leto, ne bo nastalo nobenega velikega problema. Tako da
najcenejša je preventiva. To je čiščenje, pa še enkrat čiščenje. Pacienti seveda dobrodošli tudi v vašem zobozdravstvenem centru Diamant. Midva pa bova hkrati s tem najinim poslovilnim govorom napovedala že prihodnjo oddajo. Že imava kakšno temo, o kateri se bova pogovarjala? Nimova. Se bova prepustila toku vprašanjem? Kaj bi bilo. Ne, bom pripravil neko temo, ampak v tem trenutku mogoče prehitro. Zagotovo bo zanimiva in uporabna za naše gledalce. Hvala lepa, me je veselilo tudi nocoj in seveda vabljeni v našo družbo tudi prihodnjo sredo, ko bo naš gost dr. Robič. Pazite na svoje zdrave zobe. Lahko noč.